Jagodni mlečni napitek je lahko ena zelo enostavna reč. Potrebujemo mleko, sladkor ali med celo, če nam to bolj ustreza, jagode, pa potem včasih še recimo poletje led dodamo in to je to. Pa mešalnik in je stvar narejena. Zdaj, jagodni milkshake, če smo malo bolj moderni, je pa lahko že malo bolj komplicirana reč. Se pravi, mleko že razstavimo, imamo mlečno maščobo, pa to mleko, se pravi, to boljš nadziramo in potem spojimo skupaj, dodamo sladkor, sirotko, fruktozni koruzni sirup, guar, to je zgoščevalec rastlinskega porekla, potem monodigliceride, celulozo, natrijev fosfat, karagen, citronsko kislino, vidite, zmeraj bolj komplicirano postaja, potem še kakšen se pravi, kakšen prehranski dodatek, to je pač komercialni, jagodni mlečni napitek in tukaj nekaj manjka. Verjetno je očitno, kaj manjka. Ja, seveda, manjka umetna aroma jagode. Običajno tak jagodni milkshake ni videl jagode, ampak zelo pomembno je pa, da ima okus po jagodi. In zdaj ta seveda umetna aroma jagode pa ni tako enostavna reč. Danes bi se nam pravzaprav morali zdeti super, da znamo že tako dobro posnemati naravo, da znamo nekaj takega narediti, kot je aroma jagode. Ampak zdaj tisti, ki smo še kdaj take tafrale, pa mogoče celo gozdne jagode jedli, nekako nas tista aroma ne premami, vemo, da je nekaj narobe. Medtem ko otroci, ki pa mogoče niso imeli stika z res dobrimi jagodami, z domačega vrta, svežimi azrosposta, se pa navadijo na to umetno aromo jagode. Ampak se pa pojavijo določene težave. Se pravi, v čem je sploh problem, a ni super, da znamo tako naravo posnemati? Ja, nekaj manjših neprijetnosti je. Se pravi, najprej dejansko imamo osiromašena živila. Potem v tistem koktejlu prej imamo tudi marsikakšno sestavino, ki ni ravno koristna zdravju, ampak mu je celo morda neposredno škodljiva. Zaradi tega se danes tudi srečujemo s porastom bolezni pa alergij. Skratka, da smo soočeni s stvarmi v hrani, s katerimi naše telo ne zna operirati prav dobro, ker se ni skozi evolucijo navadilo, kako ravnati s temi stvarmi. Nezdrave prehranske navade se širijo tudi zaradi tega, ker imamo opravka s takimi snovmi, ker telo ne ve, kaj z njimi početi. Pa porast debelosti in prehranski motelj tudi povezujemo danes deloma s takimi rečmi. Zakaj se kljub našemu vedenju, da te stvari niso najboljše, tako počasi spreminja? Tukaj ima določeno vlogo igra tako imenovana ekonomika kokakole. Namreč te stvari so silno dobičkonosne. Promocija je zelo močna in recimo McDonald's je tisti, ki proda največ kokakole globalno, pri tem seveda zelo močno zaslužijo, namreč 1 liter koncentrata kokakole stane 32 evrocentov. In zdaj kozarček, ki ga prodajo morda za 50 centov, vsebuje samo za 3,3 cente tega sirupa. Ostalo je pa gazirana voda. In lahko naredite računico, kaj to pomeni, kakšen je zaslužek. Zdaj, če pogledamo v ZDA, prebivalci spijo v povprečju 240 litrov gaziranih pijač na leto, začnejo pa že v mladih letih, ugotovili so za raziskavo, da že 20% malčkov tam med 1. in 2. letom starosti vsak dan pije gazirane pijače. In
tale mašinerija je zelo učinkovita, ker je tako dober izplen, kar se tiče dobička, seveda se lahko mnogo nameni za reklamo. In če zdaj to primerjamo pa z nekim jabolčnim sokom, seveda nikoli ne more biti tako poceni. Razen, če ni popolnoma sintetičen. In tam kaj dosti za reklamo žal ne ostane. In zato je ta težava, se pravi, prodajati nekaj, kar je kakovostno,